Pozdravljene, drage zaveznice pogumne besede in drugi. Dobrodošli znova v besedi tedna. Gledamo genocid, gledamo ga in smo tiho. Je prejšnji teden v Evropskem parlamentu dejala naša predsednica Nataša Pirc Musar. Ob tem je požela tako stoječe ovacije, kot tudi nekaj užaljenih odhodov iz dvorane. Slovenska poslanska četica v Bruslju se je kakopak nemudoma razdelila. Na tiste, ki so predsednici ploskali, in tiste, ki so bili mnenja, da besede genocid v povezavi z Gazo ne bi smela izreči. Še najbolj glasen je bil poslanec Branko Grims, ki trdi, da v Gazi genocida ni. Če pa se že dogaja, potem pa zanj niso krive izraelske bombe in umetno ustvarjena lakota, temveč Palestinci sami. Tovrstnim zavajajočim namigovanjem po novem rečemo Grimsinuacije. Grimsinuacije, insinuirati po Grimsovo. A resnici na ljubo genocida v Gazi marsikdo dejansko ne vidi. Številni televizije ne gledajo več. Na svojih Facebookih, YouTubih, Twitterjih pa imajo algoritme tako nastavljene, da jih posnetki iz Gaze ne dosežejo. Družbeno omrežnemu mehurčku, ki vsakodnevnega umiranja v Gazi ne zaznava, z eno besedo rečemo Grimstagram. Tudi Grimsov nekdanji kolega, zdaj pa njegov oster politični nasprotnik Anže Logar, je bil mnenja, da predsednica ne bi smela govoriti o genocidu. To naj bi lahko storila šele, ko mednarodno sodišče razglasi sodbo, s katero ugotovi obstoj genocida, to sodbo javno objavi, predsednica si jo natisne in jo overi pri najbližjem notarju. Z drugimi besedami, če denimo naš dedek umre v petek, mrliški list pa nam izdajo šele v ponedeljek, moramo šteti, da je bil na družinskem kosilu v nedeljo dedek še vedno z nami. Tudi za tako sprenevedanje besedica raste. Tistemu, ki izvaja genocid, lahko rečemo genocidnik. Tistemu, ki opozarja na genocid, lahko rečemo človekoljub. Tistemu, ki se takim opozorilom posmehuje, jih z različnimi grimsinuacijami omalovažuje ter javnost prepričuje, da genocid na Bližnjem vzhodu sploh ni tema, ki bi nas morala zanimati, rečemo genocidik. Naša nova beseda tedna. V upanju, da bo morije v Palestini čim prej konec, vas lepo pozdravljam.